Gledate oddajo Klepet ob kavi. Klepetovi team buildingi pri nas niso ena taka navadna stvar. Ne, tega pa pri nas ne boste doživeli. Jasmina nas je peljala recimo na tek na smučeh, pa seveda v kakšno mrzlo vodo smo skočili, pa na veliko planino smo šli, ne, pa tudi Sofijo smo si prvoščali kar z avtodomom. No in zdajle seveda, ko bomo videli tudi slike ekološke kmetije pri Starem Mlinu, jaz mislim, da smo mi našli naslednjo destinacijo, torej za team building, ker je to čisto po našem okusu, ne. Zdaj prvo kot prvo, 3 mlini, torej na vodo, pa potem imate še posebnega, ki ga vlečejo s konji, pa s kolesom. To je recimo čisto osnovna stvar, ne. Potem gremo pa majčkeno bolj v detajle. Super hrana, to je treba poudariti, pa ne kar katera hrana. Se veste, naša Jasmina je samo ekološko in naravno in točno to torej pri ekološki kmetiji Stari Mlin tudi najdete. Poleg tega energetska in knajpova pot, pa športni in doživljajski park, živalski vrt, vrt dišavnic, zdravilna zelišča in še poseben specialni izbor, česar se pa jaz najbolj veselim, zdrave hrane. Znani so po izjemnih pogačah in tudi čudovitih štruklih in to ne kar katerih, ne, ajdovih in pirinih. No in seveda v meni je že strokovnjak za prehrano Janez Čretnik, lepo pozdravljeni. Danes bova torej govorila tudi o tem, kako lahko pravzaprav spražiti, prečiščimo svoje telo, ne, in kako pravzaprav tudi zgleda tole kosmičevanje, bova rekla temu, ne, se to je lahko že cela znanost. Torej za začetek lepo pozdravljeni. Če greva zdaj, Janez, na to, jaz sem si pač majčkeno pogledala tele posnetke in mene je to fasciniralo, ne. Pravzaprav lahko pridemo tja tako majčkeno na piknik, lahko pridemo družine uživati, tudi kakšne zaključene družbe in pikniki, ne. Torej dejavnosti imate res malo more, kot sem zdaj v vodo povedala, je tako? Ja, ampak vse z eno rdečo nitko, kjer praktično sledimo zdravemu življenju preko bolj zdrave prehrane in drugi del preko vodene rekreacije. In seveda v samem v objektih je že kar nekaj zanimivosti, izven jih pa tem več, kot ste omenili, že knajpovo in energetsko pot je vsega skupaj 2 kilometra. Od tistih, ko delajo fizkulturo, se temu reče, da lahko malo razteguje hrbtenico, do tistih, ko delajo seveda z vodenjem našega bioenergetika, po točkah tudi vaje, od dihalnih naprej pa do fizkulturnih, pa seveda celo joga v naravi je, ker je en amfiteater, ko ga tule ne vidite. Konkretno je tole knajpova pot, ena vodna, da relaksiraš refleksno masažo stopal. Koliko je lepo, Janez. In ena druga, ki so s kamenčki domaha za tiste bolj občutljive ženske, ki tega ne prenesejo, da jih boli na podplati. No, niso pa občutljive, ko govorimo seveda o izobraževanju, ne. Vi zelo veliko date, torej pomen na tem, da v bistvu ljudje pridejo iz vaše ekološke kmetije polni znanja, je tako? Ja, to je, naš program je že v osnovi narejen, da ni odprtega tipa kmetija, da pride vsak na špricer za šank, ampak preprosto za zaključene skupine najavljene in potem ali vodenje v naravi, ali pa pogostitve za piknike, za zaključene družbe, ko imajo tudi kaka slavja za abrahame. Ampak to, kar je pa ekstra zanimivo za skupine, tiste, ki si ciljno pridejo, ker res je to znanje pri nas iz 30 let mojega dela na tem področju nakopičeno in imamo preko 500 jedi z področja zdrave prehrane. Ne samo, da je osnova bolj zdrava prehrana, mora biti tudi biološko pridelana. To je tisti drugi del. Res je, da marsikdo, kot gleda na jedilnik pa na ceno, seveda je dražje, ampak so tisti, ki se tega zavedajo, pa so pripravljeni za to tudi nekaj dati, pa so tisti, ki pač ne. In zaradi tega imaš skupine ene ali druge na razpolago. Vsekakor pa imamo mi največ veselja, ko pripravljamo delavnice ustvarjalne in te delavnice so, začnemo seveda pri otrocih iz vrtca, ki si ogledajo semline, pa živali v mini živalskem vrtu.
pa kako zakusko tudi dobijo za malico bolj zdravo. Lačnih pa res navte pustila, ne? Noter, potem so pa ta drugi del, ko je pa ekstra za 5., 6., 7. razred, za osnovne šole zanimiv, je pa ustvarjalna delavnica od mlina, od zrna preko mlina do kruha. Wow, to se mi zdi, da bi pravzaprav vsi mogli enkrat doživeti, ne? Večina izmed nas pač tega ne pozna, ne? In ta program jim je res interesanten otrokom, tako da me kdo dosel spravi, ki pravi, da sem mu polepšal pri otrocih dan in otroci kar tako ne dajo komplimenta. Ampak zakaj? Ker dobijo res tisti dan 2 uri ustvarjanja, da si sami zameljejo. Mi imamo fitness kolo in na fitness kolesu je mlin, podoben kot tale, ki melje žita in celo stročnice in si oni zameljajo piro pa ajdo in to sveže zamleto piro potem skupaj z našo animatorko, profesorico, ko to vodi, ustvarjajo, pomeni delajo najprej testo, zamesijo, pustijo in nekaj časa ne. In potem gre to v krušno peč, ker imamo 3 krušne peči noter, pa tudi konvektomat, če je tega več, če je večja skupina, ne? Ko imamo običajno po 2 razreda. Ne? Noter to je okrog med 45-50 otrok za en avtobus naenkrat. Potem pa grejo po zaključku seveda tega teoretično-praktičnega dela, še pa 2 uri animacije v naravi. Pomeni ogled mlinov, ta seveda 243 let star mlin je izredno impozanten in še izbo ima iz 19. stoletja, 1778 leta je bil zgrajen. In je v funkciji, ne, da se lahko vidi pa seveda nekaj kmečkega muzeja zraven še. Janez, zdaj, kot se za mlin seveda spodobi, ne, torej moramo govoriti o žitih in o mokah in vi ste danes prinesli ogromno mizo stvari. A ste malo razložili, kaj imate s sabo? Sam, če lahko. Ja, seveda. Takole, mi smo danes jutri, moram malo pohvaliti mojo ženo, je pripravila ajdove palečinke. Ajdove, to je mešana moka, kako imate v sistemu? Prav, da ste me vprašali, ker po nazivih imamo povsod ajdove štruklje pa ajdovo moko. Pri nas dobite resnično iz biološko hladno luščene ajde. 100% moka in iz 100% moke znamo speči ali s prosa tudi, ko je tudi brez glutena, ne? Ajda in proso po naravi nimajo glutena in iz tega spečemo palečinke. Kot vidite, se skupaj držijo. Meni se sline cedijo, lahko s tamo probam, Janez. Ja, kanček, kar izvolite. No? Nič cukra ni pri nas. Ni cukra? Ne. S čim pa so, vidim, da je sadje noter, ne? Ja, čist ena tanka plast, da skoraj ne vidite, je džema iz marelic, ko ga minimalno sladkamo, vse ostalo so pa jagode in poljubno sadje. Zdajle je tole jagode se iz vrta nabrane, našega češnje tudi iz naše kmetije. In če še lahko se tule pohvalim, da sem nabral en domač pušelc. Domač pušelc, ker mi še nismo kosili noter in je to poljsko cvetje. In zraven še pa kaj iz zeliščnega vrta. Tule citron meliso, če bom pokazal, ne? Zraven in še recimo jabolčno meto. Če boste povonjali, vam bo takoj jasno. Ja. In to se da tudi kot dekoracijo, namreč mi ta zelišča uporabimo tudi v prehrani. A vstok sem nekaj, Janez, vprašam. Ja. Zdaj, ajdova moka ponad lihne drži tako skup, ne? Kaj je to, neka čarobna sestavina noter? Ker je problem z ajdovo moko delati, ne? V praksi. Ja, ko bojo prišli na delavnice, bojo vedeli, da to res rata. Ker mi to, kar govorimo, tudi lahko dokažemo. Ja, noter, da se da, ni pa seveda preprosto. Tudi štruklje naredimo brez ajde, čeprav bojo rekli strokovnjaki, da to je nemogoče. Z ajdo, ampak brez dodatke pšenične moke, da sem precizen. To, kar običajno naredijo.
not, in to je ena izmed teh skrivnosti, ki jih namreč mi te seminarje prirejamo že več kot 20 let za vrtce, šole, dijaške domove, bolnice in hotelske verige. Smo preko 100 seminarjev naredili o zdravi prehrani in pripravi brezmesnih jedi. Tam je še ena brezmesna jed, ne? Tu je še ena brezmesna jed. Mi imamo kar nekaj alternativ, da ni vedno na mizi vina šnicl, pa dunajski zrezek, pa pomfri. In seveda naredimo iz soje, leče, čičerike, tudi različne polpete, se temu reče, ne? Ali faširane zrezke in jih takole zlato rumeno znamo zapečiti. In tu konkretno je iz rdeče leče so polpeti. Imamo pa celo v trgovini ali pa pri nas gotovo zmes za čičerik in polpet, ker damo sezamovo skorico noter, da ni nič cvrtja, ne? To je falafel, sredi Ljubljane vam orientalsko falafel prodaja, ampak tam je tako, da bi pomfri pekel, ker se vse cvre kot kaka kugla. Mi pa to takole oblikujemo in pride bolj zdravo, okusno in kombinacijo z porovo omako ali pa solatni krožnik in je to kosilo zdajle za poletje par excellence. Par excellence. Zdaj me pa še nekaj zanima, ne? Prej sem že omenila v bistvu ta pražita. Katera so pravzaprav pražita? Ja, pražita so, če začnemo s temu, s to našo najbolj poznano v Sloveniji, pa iz Srednje Evrope izvira, je pira. Pira. Iz pira se je tudi pšenica naprej razvila, ampak tam je že bilo treba, temu rečemo, mi gensko manipulacijo naprej delati, ker pira ne da nič, pridelek je skozi enak, tudi če jo daš umeten gnoj, potem se tak naredi, ko osel, ko poleže, ne gre naprej. In tako naprej, tako da ima res trdno strukturo in je res v okusih, v hranilni vrednosti ni primerljiva z pšenico, že sama pira. Če pa gremo še korak dalje, je pa to kamut, faraonsko žito, ko je bilo skoraj 3000 let staro. Tudi to ne povzroča teh klasičnih kamut in pira imajo v sebi gluten, ampak ne povzroča teh alergij, ki jih povzroča pšenica. Je bistveno več, tako da je praktično samo pri 10 do 15% ljudi še vedno zapazijo, da imajo rahlo alergijo, ostali pa praktično ne. In so res tudi pri dietah je kamut, če hočete, in pira za peciva so pravljice, ne? Potico iz kamuta narediti z lešnike ali orehi, ne rabiš niti sladkat, pa pride perfektno. To je samo en del te zgodbe. In zdaj smo pri piri, pri kamutu, recimo iz dežele Inkov prihaja kvinoja pa amarant. To je Peru, Bolivija domovina, zdaj že imamo prve njive v Španiji, v Evropi, ne? Da tudi lahko pridelajo, ker to je praktično pri njih na višini 3000 in več metrov so polja kvinoje. In to kvinoje je celo kot super živilo in pražito, ker so rekli, da so vojaki vzeli tako kot Indijci pest riža, tu pa pest kvinoje, pa so preživeli, ker je energetsko bogata. Za vsa ta žita, proso, ajda, pira velja, da imajo nizek glikemični faktor in pomeni, če ti polnovredno zamelješ, ne belo, da dobiva samo škrob. Potem imaš polno vlaknin, če sveže zamelješ, imaš veliko vitaminov pa mineralov. Torej sveže mletje je izjemno pomembno, ne? Ja, izjemno. To smo že nekoč imela oddajo na to temo, da je biološko mrtva moka na policah in zaradi tega je toliko bistveno, da si ti privoščiš vsaj za gospodinjstvo in mlin, ki te spremlja celo življenje,
toliko ima življenjsko dobo in več noter in ti praktično je hranilnik, kar se cene tiče potem, če primerja z klasično ceno in ti nadomešča tudi B-komplekse, recimo kupati in še marsikaj, ko smo mi včasih tudi preveč za tablete navdušeni. Ja, res je, to je bil res super nasvet, Janez. Kaj pa tale kosmičnik, ne? Pravite, da to je ful fajn za prečiščenje telesa, kako pa tole izgleda? Ja, kosmičnik je tudi, če obliko vzamemo tuje mletje, grobo ali fino, če fino zameljemo, bomo še potem pokazali, dobiš seveda osnovo za kruh in za pecivo polnovredno, če pa grobo zamelješ, si pa lahko narediš ali iz leče ali pa iz pire polpete, kombinacijo zraven z zelenjavo in imaš krasen obrok, polnovreden in bogat, pa tudi Jaz smo en okus. polpete čas probali, Janez, sem tako lačna, da ne Ja. bom sam gledati. Veste, oči Prosim, so kar. hudič, se veste. Ja. Tudi redkvice, vse to imate Bom zraven, seveda. zraven, zato da vam okus. Moram jaz malo k vam prijeti, ker bom Popestri. začela malo bolj zdravo jesti, vidim, veste. No, Jaz sem tak brezupen primer, pa vidim, da je toliko dobro tole, da bom jaz to z veseljem še doma pripravljala. no, vas čakam. No, kako pa tole deluje? Ja, tile oluščen oves je zadeva, ki je najhitreje narejena, takole z levo ali pa z desno roko ne zameljete, ampak skosmičite. In prednost, če imate kosmičnik doma, mi si vsako jutro takole naredimo, pa damo samo zagrejemo in odstavimo. In imaš maso, kosmiče, dodaš sadje, naribaš jabolko ali pa banane ali pa jagode, karkoli. Zdajle, ko bo vsak dan več tega sadja. In kako žličko še, mi imamo grozen džem in tako naprej, ne, grozni. In imaš perfekten zajtrk, brez da si karkoli dodajo. Tudi ni treba mleka, ni treba sladkorja in tako naprej. No, vi ste danes prinesli še eno fajn zadevo, ko ravno govorijo o prečiščevanju, pa o dietah, ne? In sicer tole je prav en tak paket varovalne diete. V bistvu, odkje sploh ideja za to in kaj pravzaprav človek s tem pridobi? Ja, ta paket je zraslo iz naše osnovne ideje, ker smo v tem že več kot 30 let in smo ta polna vredna žita, ki so osnova in stročnice te diete, smo testirali celo medicinsko že več kot 17 let nazaj, potem pa skozi leta, ko so si ljudje te pakete kupovali za domov in so testirali, kaj jim vse pride prav. Takrat, ko smo pa medicinske teste delali, smo pa ugotovili čist na 150 oseb poizkusno, da je bila to zdravilna kura, holesterol, maščobe in sladkor. In to neverjetno učinek takšen, ki bi si ga lahko samo želeli, pomeni, da je celo več v roku 7 do 8 dni zmanjšati, kot se lahko zmanjša z enimi tabletami. Ja. Kaj pa je noter? Konkretno? Kaj ste Konkretno je noter, to, kot sem rekel, proso, ajda, pira, imamo 5 žitnih ni, da tako rečem, pa 2 sadno-zelenjavna dneva in noter so recepti za zajtrk, kosilo, večerja, pomeni pri nas ni francoska metoda manžeri, ampak je se do polnega lahko najete, pa je kljub temu učinek kot stranski, ne negativen, ampak pozitiven, da je 85% od 2 do 5 kg celo shujšano. Janez, jaz prvo kot prvo pridem na ekološko kmetijo, da me vse naučite in izobrazite. Ja. Uživala bom, bolano dobro bom jedla, Ja. mislim, tole zdravo ni, da ni, pa še paket Ja. si vzela, da bom še malo skušala. Najmanj je pa zdajle, ko smo vsi skupaj imeli, kako se reče tale, Korona problem. korona problem, tako, in se je nabralo korona maščob, tudi veliko. Res je, bravo, ja. In je zdaj treba se rekreirati tudi, seveda, ne naprej ležati, v vsakem primeru pa vzeti se v roke, pa tudi skuhati malo drugače, pripraviti hrano in to je ta paket, ki daje rezultate kot pričeščevalna kura,
zdaj da ščistiš organizem in je rezultat kot zdravilna kura in seveda tudi še en učinek ima, prečeševalna, zdravilna in shujševalna seveda. Odlično. Jaz vem, kje bom svoj voucher porabila, jaz pa mislim, da je marsikdo izmed vas tudi dobil zdajle odlično idejo. Hvala, Janez. Ja, imamo namreč tudi prenočišča. Tako. In to vseh možnih tipov. In tudi mlin po Tanovmu, ne? Pa mlin in si boste lahko zbirali pa učili na samem objektu. Hvala lepa, Janez, za obisk.